ne vem, tudi ko sem med bolečino, v fitnessu, probam res biti tudi v meditativnem stanju, ne? In to se mi zdi... Kak je pa namen tega meditativnega stanja v fitnessu med bolečino? Zato, kaj je namen v fitnessu? Zakaj to narediš takrat? Ja, manj trpim, ne. Jaz mislim, da... Manj čutiš bolečine. Ja, v bistvu takrat, ko jo res čutim, ko se jo ne izogibam, me v bistvu manj moti, ne, ker je samo občutek. Jaz pa mislim, da dostikrat ljudje zaspimo v trpljenju in glih zaradi tega trpimo, ne, ker nimamo zavedanja vklopljenega. Ja. Recimo, če dam primer, da smo govorili o prihodnosti, preteklosti in sedanjosti, ne. Jaz mislim, da vso trpljenje izvira iz te iluzije, da prihodnost in preteklost obstaja, ne. In če se en primer tak plastičen, ne vem, če bi nekoga mučili, ne, z žebljem pa kladivom, ki bi mu ga v koleno zabijali, ne? Kaj njega takrat zares trpinči, ne? A ga trpinči bolečina, ker dostikrat ljudje rečejo, to je bolečina, ki je ne morem zdržati. Ne? Ampak v vsak trenutek jo je zdržal. In spet jo je zdržal. In jaz mislim, da pravo trpljenje tekom tega mučenja je v bistvu negotovost, koliko časa bo to še trajalo, a me bo pol ubil, a bo pol še kakšno močnejše mučenje, ne? In tukaj jaz mislim, da se skriva trpljenje človeške psihe. Ne pa v tistem trenutku, ko zabije ta žebelj noter, ne? Ja, to zdaj spet treba definirati, kaj to točno je, ne? Ker zdaj bolečino oseba čuti zaradi tega, ker v možganih zaznava v obliki potencialne energije, kinetične energije, ki je izkladiva skozi žebu šla v njegovo telo. Živce, ja. Tako da bolečina je takrat jasno stvarna, normalno pa, da ima te senzacije pa te občutki, ki jih dobiva iz telesa v zavest, potem vplivajo na delovanje zavesti. In takrat ti pa začneš razmišljati in pa lahko to bolečino, tako kot v fitnessu si rekel, jo potlačeš dol oziroma jo zmanjšaš, ker imaš tak interes. Ne bolečino, trpljenje. To sta dve različni stvari. Zdaj govorimo o bolečini kot v sedanjosti. Ja. Občutek, ki ga imamo zdaj, če recimo se zdaj vščipneš, bo začutil bolečino. Zdaj, če se boš pa ščipal non-stop, boš pa že trpel. Jaz to tako ločujem. Ne? Tisto hipno stanje, ki je posledica, da v našo zavest pride določena oblika kinetične energije po živčnem sistemu gor in dvigne pritisk v možganih, s tem se spremeni v potencialno energijo in ta vpliv potencialne energije v možganih mi opišemo kot bolime. Zdaj, če pa ta potencialna energija v možganih dvigne na stalno, ali pa je dvignjena zaradi pričakovanja bolečine, ki bo prišla, ali pa spomina zaradi bolečine, ki je bila, potem je pa to trpljenje. To tako. Ampak prej, ko si razlagal, da ko greš v fitness in čutiš, da te telo boli, greš v neko vrste meditativno stanje, da zmanjšaš ta vpliv bolečine na tvojo zavest in s tem spremeniš svoje dejanje. Ker če recimo ne bi znal to bolečino potlačiti, ne bi naredil še eno ponovitev. In bi spremenil svoje življenje skozi spremembo svojega dejanja. Ker pa znaš to bolečino z dvigom napetosti mišic in spremembo dihanja zmanjšati, da pride v manjši jakosti v tvojo zavest, je tvoja volja močnejša od te bolečine in narediš še eno ali pa 10 ponovitev. Ali pa manj včasih. No, pač vpliva. To je tisto, kar sem prej rekel, vpliv telesa na delovanje zavesti. Recimo, ko delam z vrhunskimi športniki, oni so vrhunski v blokadi vpliva telesa na stanje zavesti in bo lahko odvozil zadnji klanc na polni moči, čeprav je pod klancem že do konca utrujen. In če bi poslušal telo, bi šel z kolesa dol, bi ga vrgel v graben in bi se usedel in bi rekel, jaz ne morem več. Zdaj, ker zna telo potlačati, vpliv telesa na zavest zmanjšati,
bo njegov motiv, zakaj sploh želi priti na vrh hriba, na vrh klanca prvi, prevladal nad odporom telesa, da noče iti. Ne, ker zdaj, ko ni, da recimo jaz zdaj vrhunske športnike učim, da takoj, ko bo začutil neprijetnost ali pa ko boš čutil, da si iz cone udobja, reči, jaz neham. Pri njih je problem, da oni ne znajo čutiti telesa takrat, ko bi ga lahko. In on pa v bistvu po zaključeni etapi na turu, ko on leži na masažni mizi, on v bistvu ima telo še zmeri odklopljen od zavesti, glih tako, ko ga je imel v zadnjih 20 kilometrih etape. In zdaj logično zaradi tega, ker se ne zaveda dejansko, ne more, telo ima še zmeri v krču, kot da vozi, se tudi njegova regeneracija ni tako kvalitetna, kot bi mogla biti. Jasno pa je, da to ne pomeni, da ga učim, da mora čutiti svoje telo skozi maksimalno, ampak da lahko se odloči. V tem primeru je zdaj, bom ga potlačil, zdaj, ko recimo se pa stisne k ženi po dirki, pa hoče jo čim bolj čutiti, takrat pa hoče telo sprostiti. Ali pa danes sem jih recimo na programu učil zvijanje v eno pa v drugo stran, ne, in sem jim razložil, da pač v določeni situaciji mora človek biti kot vrba, kot kofej spiha, se pravi upogljiv, v določenih situacijah mora biti pa trden kot hrast. Sem zdaj, hrast ne more biti vrba, vrba ne more biti hrast. Nimata dost kompleksnega življenjskega sistema, da bi se lahko spreminjala, ali človek pa ima. In zdaj, v določeni situaciji hočeš biti, je boljš, da si vrba, v določeni je boljš, da si hrast in tvoja senzorno-motorna povratna zanka in ločenost med telesom podzavestjo pa zavestjo ti omogoča, da si lahko eno ali drugo ali karkoli vmes, odvisno od situacije. Če si pa ti kronično zakrčen, si pa hrast tudi takrat, ko bi bilo boljš, da bi bil vrba, ali pa si vrba tudi takrat, ko tebe pričakujejo, da si hrast in tudi pa pol povzroča kronične težave. Ne, ker zdaj, če je namen recimo v fitnessu danes premagati svoj najboljši rezultat, postaviti osebni rekord, je logično, da takrat boš zavestno zategnil telo, da boš zmanjšal jakost signalov, ki prihajajo v možgane in s tem preprečil, da bi te signali prišli do zavesti in bi šel do konca. Ne? Zdaj, če pa tebe boli desno koleno in čutiš, da imaš težave z desnim kolenom, ne čutiš pa zakaj, ker si kronično odklopil telo od zavesti, ti pa to stanje škodi. Ker boš pa tudi takrat, ko te desno koleno boli in bi bilo pametno, da bi trening spustil ali pa ga drugače koncipiral, boš ti rekel z glavo, nema tu, gremo. In boš šopil, dokler ne bo telo rekel, nekaj zdaj, če se nekaj ne more upogniti, bo pod preveliko silo se zlomilo. In to pa človek ne bi bil. Razen, če ni druge variante. Ne? Ja. O tem govorimo. Ne? In tukaj zdaj, če oseba znotraj tega meditacijo uporablja primerno, ne preveč, ne premalo, je normalno, more biti to sestavni del življenja. Moje osebne izkušnje, sicer je to zdaj spet selektivno, ker k meni hodijo sem ljudje, ki so res že imajo težave. Zelo velike težave, ne, da ko smo... Jani. Ne, ko težki skoraj nerešljivi. Ko smo se pogovarjali na kak način uporabljam meditacijo in kdaj in zakaj, ne, se je vedno izkazalo, da so z njo poskušali prikriti ali pa povečati sposobnost, da ne čutijo realnega stanja v telesu, ker pa dolgoročno je tako, kot če bi direktor ne bi hotel vedeti, kakšno je realno stanje v podjetju. Nekaj časa to je v redu, on živi brezskrbno, pa si izplačuje večjo plačo, pa uživa sem, ko bo pa v podjetje šlo dol, bo pa ne, v tem. Glih to, moja izkušnja je glih obratna od tega. Jaz želim iti v stvari, ali pa niti ne želja je tudi taka zelo čudna beseda, ampak ja,
probam se ne odmikati od česarkoli, kar je takrat, ko je, ne? In to prenesti v vsakdanje življenje.